Profesor dr. Franc Forstnerič, ste akademik, ugledni matematik. Polje vašega raziskovalnega dela pa je kompleksna analiza, analitična geometrija, Rajmanove površine, minimalne površine in holomorfna kontaktna geometrija. No, tudi za mnoge strokovnjake, za laike pa sploh, je to polje malo ali pa sploh nerazumljivo. Vendar pa da slutiti, da gre za pomembno področje, ne? Nam lahko nekoliko osvetlite, zakaj gre? Ja, kompleksna analiza, tukaj se beseda kompleksna nanaša na to, da je to analiza zgrajena nad kompleksnimi števili. Torej, to so števila, ki jih predstavimo lahko s točkami v ravnini, imajo svoj realni del, imaginarni del. Zdaj, to služi za ta obseg števil kompleksnih, je pomemben, zato ker, na primer, v tem obsegu mi lahko rešimo vsako polinomsko enačbo, medtem ko v realnem jo pa ne moremo. Torej, pravimo, da je ta obseg algebraično zaprt, kompleten. Zdaj, na tem obsegom potem zgradimo evklidske prostore, ki so ravno tako kompleksni, to se pravi, vzamemo produkt, več kopij te kompleksne ravnine. No, to je modelni kompleksni evklidski prostor, ki je model za kompleksne mnogoterosti. Kompleksne mnogoterosti si pa lahko predstavljamo kot objekte, kot neke vrste ploskve, pa višje razsežne ploskve, ki pa morajo biti sode dimenzije, kajti ker vzamemo produkt ravnina, je to potem vedno sode dimenzije. No, in to so torej višje razsežne ploskve, sode dimenzije, ki so lokalno modelirane s temi, to se pravi, majhni koščki teh ploskov so enaki majhnim odprtim množicam v teh evklidskih prostorih. Kako pa so med sabo zloženi, zlepljeni, to je pa s posebnim razredom funkcij, ki se imenujejo holomorfne. Torej, te funkcije oziroma preslikave, to so najpomembnejši, poleg objektov, ki so mnogoterosti, so potem preslikave med njimi, ki ohranjajo to lastnost, so najpomembnejše vrste preslikav. Zdaj, če gledamo navadne dvorazsežne ploskve, potem je pravzaprav lahko opisati, zakaj tukaj pravzaprav gre pri holomorfnosti. Gre preprosto zato, da gledamo preslikave, ki ohranjajo kote, pa še orientacijo, da ohranjajo. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, če imate v eni ploskvi, morate imeti ploskov, na kateri znate meriti kote. Torej, moramo imeti neko dodatno strukturo na ploskvi. No in sedaj, če znamo meriti kote med krivuljami in gledamo krivulje, par krivulj, ki se v neki točki seka pod določenim kotom, no sedaj pa jih naprej preslikamo s tako holomorfno preslikavo, to potem pomeni, da tudi preslikani krivulji se sekata pod istim kotom. Ta pojem konformnosti je zelo pomemben, tudi zelo uporaben, kajti naprimer, ko hočemo modelirati laminarne tokove, naprimer, to je tok okrog tok zraka ali pa vode ali nečesa, tekočine okrog nekega objekta. Potem se to najlažje modelira tako, da se s tako konformno preslikavo, ki kote ohranja, ta vaš objekt, naprimer, da je to letalsko krilo, naprimer, preslikamo na krog, to se vedno da, potem vemo, kakšna je rešitev tega laminarnega toka, ki se izogiba krogu, in sedaj lahko spet s konformno preslikavo to nazaj preslikamo in dobimo potem sliko laminarnega toka okrog tega objekta, torej recimo letalskega krila. Na ta način se potem računa, kakšen je vzgon tega objekta. Torej, to je čisto praktično tudi uporabno. Zdaj, v višji dimenziji je zadeva nekoliko bolj komplicirana, ker ne gre samo za kote, ampak še za, to bi zdaj težko pojasnil, za dodatne informacije, ampak tako približno taka slika je, kot sem povedal, da imamo način na kompleksni mnogoterosti, kako vsako smer, kot mi temu rečemo, tangentni vektor, zavrtimo na določen način za kot 90 stopinj. Se pravi, če ga dvakrat zavrtimo, pridemo v minus ta isti vektor. Tako transformacijo moramo imeti in taka transformacija določa kompleksno strukturo, ki mi potem določa, kakšne vrste preslikav so holomorfne, katere so holomorfne med njimi. To je to.
In te kompleksne mnogoterosti so pač objekti, ki so intenzivno študirani, to je področje kompleksne geometrije, to se uporablja tudi v matematični fiziki in širše. Tu se mi postavlja vprašanje, profesor, ker v laični javnosti seveda bolj pogosto velja, da se govori o lepoti matematike. Pa vprašanje je, kdo razume, kaj je to lepoto. Kako vi kot tak imenitni matematik vidite to lepoto v matematiki? Ja, jaz to vidim tako, da je raziskovanje v matematiki je izziv tako v intelektualnem smislu, kot tudi na nek način v estetskem smislu. Torej imamo lahko rezultate, ki so sicer tehnično morda pomembni, niso pa atraktivni, lepi. Imamo pa druge vrste rezultatov, ki so lepi, ki so osnovani na nekih briljantnih idejah, ki morda niti niso tehnično tako zapletene, ampak je recimo najlepši občutek je, kadar dolgo časa premišljate o problemih in kako premišljate recimo, kako so neki pojmi, v kakšni medsebojni odvisnosti so pojmi, in na začetku je povsem nered, nič ne razumete, pač nered vlada v naravi, no potem pa s časoma začnete prepoznavati te razne interne zveze med temi objekti in relacije in potem pride do neke ideje, ko se vam posveti in znate dokazati nekaj zelo lepega. Najlepši izreki so taki, ki se dajo preprosto kratko zapisati, pa niso evidentni, To jaz vidim kot lepoto matematike. Torej meni je matematika že od samega začetka, ko sem v srednji šoli se za to navdušil, me je pravzaprav pritegovala za to svojo estetiko, za to svojo notranjo urejenostjo. Na nek način je matematika delanje reda v naravi, v vesolju, v vseh stvareh. Razumeti morate, kako so, kot sem že rekel, kako so posamezni koncepti med seboj povezani, v kakšni vzročni zvezi so. V tem jaz vidim to lepoto. Mislim pa, da se to iz matematika se izredno dobro povezuje tudi z vizualno umetnostjo. Naprimer, en del mojega raziskovanja so minimalne ploskve. Vi ste jih imenovali površine, v resnici jim rečemo ploskve. Minimalne ploskve, to so objekti, ki imajo pri danem perimetru najmanjšo ploščino. In to so najbolj naravni objekti ploskve z fizikalnega vidika, ker te imajo najmanjšo tenzijsko napetost. Hkrati so tudi estetsko lepi objekti, ki jih naprimer arhitekti, ne da bi se tega zavedali, uporabljajo pogosto v svojih konstrukcijah. Naprimer, če hočete postaviti neko streho na stavbo, ki ste jo tako naredili, da imate recimo stebre različne višine. In zdaj morate vi na to eno čim lepšo obliko, na to konstrukcijo postaviti. In to je skoraj vedno ploskev neke take sorte, kot je minimalna ali pa konstantna ukrivljenost, konstantna poprečna ukrivljenost. Tako da tukaj so povezave z, kot sem rekel, z arhitekturo in z drugo umetnostjo. No, fajn. Mislim, dobro je, da človek hodi okrog z odprtimi očmi, da se recimo tudi te vaše imenitne razlage na nek način uvidi, recimo v samem prostoru okrog. Poglejte, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer ste tudi vi profesor, velja za zelo uspešno. Mnogi matematiki, ki prihajajo z vaše fakultete, se vključujejo v mednarodne znanstvene povezave in po znanju nikakor ne zaostajajo za tistimi, ki prihajajo iz prestižnih svetovnih univerz. Me zanima, v čem je skrivnost vašega poučevanja? Ja, ne vem, če je tukaj kakšna posebna skrivnost. Jaz mislim, da mi na naši fakulteti jemljemo poučevanje zelo resno. Jemljemo tudi to, da se neprestano moramo sami izpopolnjevati in učiti in potem te naše nova spoznanja prenašati koliko se to da v pedagoški proces. To jemljemo zelo resno. Matematika se v nasprotju s kakšnimi drugimi znanostmi morda ne spreminja tako hitro, v smislu, da se fundamenti matematike, ki so bili postavljeni v prejšnjih stoletjih, ostajajo in večina tega, kar je dodiplomski študij, pa tudi deloma magistrski študij,
so to stvari, ki niso povsem nove, ki so bile že pred mogoče 100 leti znane ali pa še prej, ampak kljub temu, ko nov človek pride v to polje, ne more začeti na koncu, ampak mora začeti na začetku. Torej, mi moramo seveda paziti na to, da te fundamente posredujemo vedno novim generacijam, ampak se pa včasih pojavi, zaradi novih dognanj se pojavijo kakšne poenostavitve ali pa nove povezave med stvarmi, ki so bile prej poznane, in to potem je priložnost, kako se kurikulum lahko na novo oblikuje. In to skušamo, jaz in moji kolegi se vedno prizadevamo, da čim bolj te nove stvari prenašali v pouk. Drugo je tudi, kar delamo, je, da stimuliramo mednarodno izmenjavo na več načinov. Naš oddelek je mogoče med najbolj interdisciplinarnimi na univerzi, si upam trditi. Imamo več tujih profesorjev iz tujine, ki so pri nas redno zaposleni. Imamo tudi veliko izmenjav na nivoju študentov. Jaz osebno sem imel že kar vrsto doktorskih študentov iz tujine, nekateri so celo tu ostali, v Sloveniji, kar me veseli. Ne nujno v akademskem svetu, ampak morda so se kje zaposlili. Tako da, to mislim, da ni nobena posebna skrivnost. To je to, kar skušamo delati. Mislim pa, da še eno stvar bi poudaril, da je najpomembnejše pri vzdrževanju kakovosti od nekega oddelka ali pa fakultete, je, da se kadruje zelo resno in da se v vsakem trenutku daje prednost najboljšim kandidatom, ne glede na ostale okoliščine. Najboljše kandidate, in to primerne starosti, je treba poiskati. Imamo pa, še to bi rad povedal, da imamo v zadnjem času vedno več težav, kajti izkaže se, da vedno bolj se izkazuje, da je Slovenija tudi zaradi svojega plačnega sistema, materialnih razmer, da je postala izredno nekonkurenčna, tako v Evropi kot širše. S tem problemom se srečujemo kar naprej. Torej, naši dobri študenti, najboljši študenti, ki smo jih v preteklosti uspeli zadržati za ta poklic, da so potem bili naš podmladek, naši nove generacije, ki bodo tu delale, ti zdaj vedno raje hodijo bodisi izven akademskega sektorja v Sloveniji, se pravi v podjetja, ki so pač neprimerno boljše plačani že kar od začetka, ali pa v tujino. Obratno pa ne dobimo dovolj, trudimo se, ampak je isti problem tudi, če želiš iz tujine ljudi dobiti. To se zdaj sem že začel kadrovati ne še za ERC projekt, ampak za prejšnji projekt, ki sem ga dobil od ARRS-ja lansko leto. Lansko leto namreč nisem bil uspešen na ERC-ju, sem bil pa skoraj uspešen in zaradi tega sem potem dobil nekak nadomestni projekt od ARRS-ja, tudi precej velik. No in zdaj na njem sem že kadroval, torej zaposloval ljudi iz tujine. Zakaj iz tujine? Ker tukaj med domačimi imamo sicer kar lepo skupino iz mojega področja, ampak kolegi so zaposleni s poukom večinoma. Deloma seveda delajo raziskovalno, ampak ne morem si privoščiti, da bi jih v velikem obsegu dal na te projekte, ker potem ne bi imel več kdo učiti teh predmetov. Tako da sem prisiljen iskati sodelavce, podoktorske raziskovalce iz tujine. No, in zelo pogosto se zgodi, da smo že vse dogovorjeni, da imamo odličnega kandidata, je navdušen, obojestransko navdušenje, ko pa pridemo do tega, kakšna bo plača, je pa kar naenkrat dogovora konec. Nedavno sem imel tak primer s kolegom iz Avstralije. Briljanten človek, prišel bi. Ampak kaj, se je pokazalo, da v Avstraliji bo dobil za podoktorsko mesto, če ga najde, in ga je najdel, bo dobil tako plačo, kot je moja plača rednega profesorja. Lahko rečemo, da so tam stroški višji, lahko rečemo, ampak jaz sem tam večkrat bil in vam lahko povem, da razmerje ni niti približno tako. Stroški so malo višji, ja, ampak ne so tak faktor, o čemer se pogovarjamo. No, vidite, tukaj je zdaj naš fundamentalni problem, ki bi ga rad sporočil širši javnosti in tudi vladi, da to ne more tako naprej iti. Če bo šlo to tako naprej še precej časa,
bomo mi na univerzi bo znanost povsem degradirala, zaradi tega, ker ne bomo mogli najboljših ljudi, ki bi jih mi morali v ta poklic spraviti, jih ne bomo mogli pritegniti. To je bistvena sprememba od časa moje mladosti. Takrat na to sploh premišljali nismo, ker itak je bila nekako, ni bilo biti takih razlik, kot so sedaj. In takrat smo pač zanesenjaki, saj veste, zanesenjake vedno dobite, ampak premalo jih je. Pa tudi samo za nekaj časa, potem pa vprašanje, Ja. ki ostane. No, profesor, za vaše obsežno delo ste uspešno pridobili ta ERC projekt za uveljavljene raziskovalce, ki velja v znanosti za najbolj zaželenega. Uspeli ste s predstavitvijo z naslovom Holomorfne parcialne diferencialne relacije. Skratka, ob tem je potrebno reči, da je to prvi ERC projekt iz matematike v Sloveniji, kar ima seveda še posebno težo. No, matematika kot veda sicer podeljuje kar nekaj nagrad in priznanj, seveda pa je ERC grant med najbolj prestižnimi. Kako vam je uspelo, glede na to, da je polje vašega raziskovanja za mnoge zelo abstraktna snov? Ja, hvala za vprašanje. Torej, res je, ta moj ERC projekt je prvi iz matematike v Sloveniji. Zdaj bi rad povedal, da je ERC projekti so na 3 nivojih. To je najprej nivo za mlajše raziskovalce, 7 let po doktoratu, potem je ta srednji nivo, ki se reče Consolidator, in na koncu za uveljavljene raziskovalce je to Advanced projekt. Zdaj, teh projektov na nižjem nivoju ERC podeli bistveno več kot pa ostalih. Najmanj je seveda teh za uveljavljene raziskovalce. Lahko povem, da teh projektov je bilo letos na matematiki 9, to se pravi v celi Evropi, za vsa področja matematike so jih dali 9. To si potem lahko predstavljate, kakšna je konkurenca. Pa pravzaprav lahko rečemo, da te projekte Evropskega raziskovalnega sklada niso samo najprestižnejši v Evropi, ampak na svetu, kar ni. In tudi so odprti vsem ljudem na svetu. Skratka, na njih se lahko prijavi, nanje se lahko prijavi kdorkoli, katerikoli raziskovalec iz sveta, z edinim pogojem, da če bo projekt dobil, bo ta denar lociran na eni od evropskih inštitucij. Mimogrede, Angleži imajo zdaj problem, mogoče ste to slišali, to je zaradi tega, ker ni dogovora z Anglijo o nekaterih drugih stvareh, torej United Kingdom, so zdaj raziskovalci, ki ta projekt so letos dobili, se nekako selijo v Evropo. Mislim, mogoče ne fizično, ampak svoje projekte morajo se. No, zdaj podobno je na drugih področjih. Kolegica tukaj iz fizike, ki je tudi dobila letos projekt, tam jih je bilo 11 na fiziki, mogoče na kakšnih drugih področjih jih nekoliko več. Je pa to število, koliko jih podelijo, je odvisno od tega tudi, koliko je prijav na posamečnem področju. Ker je tisti odstotek uspešnih projektov je enak na vseh področjih znanosti. To je njihov princip. Skratka, če bi se več raziskovalcev na določenem področju prijavljali, bi tudi večji uspeh bil. Zgleda, ko je bil profesor Bourguignon, dolgoletni direktor ERC-ja, ko je bil v Sloveniji pred leti večkrat, je povedal, da je matematika dejansko v teh letih, odkar te projekti obstajajo, da je nazadovala v smislu obsega denarja, ki gre matematiki na teh projektih. No, zdaj pa nekoliko o vsebini, ker ste me tudi to vprašali, kaj v resnici pomeni te holomorfne parcialne diferencialne relacije. To je podoben pojem kot diferencialne enačbe, samo da je nekoliko širši. Diferencialne enačbe so enačbe, ki vsebujejo neznano funkcijo ali pa preslikavo in njene parcialne odvode in povezava med njimi. Če pa ne vzamemo, če rečemo enačba, to pomeni enakost. Lahko pa vzamemo šibkejši pojem, ki pomeni inkluzijo, to se pravi nek diferencialni pogoj, ki ni ravno enakost, ki pa vseeno povezuje vrednost in odvode funkcije ali preslikav. To je tema raziskav. Če bi ostal najprej kar na nivoju, kaj so to ničrazsežne relacije,
To so dejansko preslikave same. In zakaj tukaj gre? Gre za vprašanje, če imam jaz neko kompleksno mnogoterost in me zanima, koliko preslikav vanjo imam iz nekega bolj posebnega razreda kompleksnih mnogoterosti, ki se imenujejo afine. To so take, ki jih lahko vložimo v evklidski prostor, kot podploskve, kot podmnogoterosti. No, te se imenujejo v našem jeziku Steinove mnogoterosti po nekem nemškem matematiku Karlu Steinu, ki jih je prvi uvedel in opisal leta 1951. In te Steinove mnogoterosti so polje intenzivnih raziskav, predolgo časa in še vedno. Torej, zanimajo nas holomorfne slikave iz takih afinih, Steinovih mnogoterosti v neko konkretno mnogoterost. Zdaj pa lahko izkaže se, da je lahko, naprimer, osnovno vprašanje je kar, ali najdem lahko holomorfne preslikave iz evklidskih prostorov, ki so netrivialne, torej nekonstantne, v dano kompleksno mnogoterost. Pa se izkaže, da včasih lahko, včasih pa ne. In je to odvisno od vrste kompleksne strukture na tej mnogoterosti, ki jo gledam. No, in zdaj, tukaj pa zdaj pride do dihotomije med dvema pojavoma, ki sta značilne za kompleksne strukture. En pojav jaz imenujem rigidnost, drug pojav je pa fleksibilnost. Rigidnost pomeni, da imam nekako omejitve na to, kakšne preslikave lahko najdem iz teh Steinovih oziroma evklidskih prostorov vanje. To se pravi, da imam naprimer en tak najbolj znan pojem rigidnosti je tako imenovana Kobayashijeva hiperboličnost, spet imenovana po matematiku, japonskem matematiku Kobayashiju. In ta pojem pomeni med drugim, da nimam nekonstantnih holomorfnih preslikav že kar iz kompleksne ravnine v to dano mnogoterost. To je Kobayashijeva hiperboličnost. Zdaj, obraten pojem, fleksibilnost, pa pomeni, da imam veliko takih preslikav, zdaj se moram pa bolj natančno opredeliti, kaj imam v smislu veliko. No, in pojem, ki sem ga uvedel v to področje, je pojem oka mnogoterosti. In spet Oka je bil japonski matematik, Kiyoshi Oka, eden od začetnikov, eden pomembnih razvijalcev kompleksne analize iz prve polovice preteklega stoletja. No in on je dejansko tudi z raziskavami na tem konkretnem področju pričel, zato sem pač njemu v čast, kako bi rekel, sem pač ta pojem uvedel. Ta pojem se je razvil seveda na osnovi vrste raziskav skozi desetletja. Najprej je bil Oka, potem je to nemški matematik Rauvert razvijal v 50-ih letih, potem je to nemška šola nekaj časa razvijala, potem je cela zadeva majčkeno umrla, ali pa ne bom rekel umrla, ampak malo zaspala. Ni bilo novih idej, dokler ni Mihail Gromov, briljanten rusko-francoski matematik, tudi prejemnik Abelove nagrade, dokler ni on nove ideje pripeljal v to področje leta 1989. In jaz sem potem to najprej skupaj z mojo tedanjo študentko, potem pa sam naprej sem to področje raziskoval in na koncu sem prišel do tega, da sem karakteriziral na veliko različnih načinov. Mislim, da sem imel 12 različnih karakterizacij istega pojma. In ta pojem, ki se sedaj imenuje oka mnogoterost, pomeni naslednje, da vi lahko vsako preslikavo iz poljubne Steinove mnogoterosti v to dano mnogoterost, ki je za začetek samo zvezdna, kar pomeni, da ima bistveno šibkejše lastnosti. Zvezdna pomeni, da ni pretrgana, to je topološki pojem. Da lahko vsako tako preslikavo jaz spremenim, tako da jo pač deformiram v holomorfno. Pa ne sem to, da jo lahko spremenim, ampak če pa že je holomorfna na neki primerni podmnožici tiste osnovne mnogoterosti, potem jo lahko tam obdržim holomorfno in jo deformiram samo malo. Potem recimo so tudi izreki o tem, da lahko preslikavo, ki je že holomorfna na neki podmnogoterosti,
da lahko te vrednosti, kjer je že v redu preslikava, kar obdržimo, pa jo deformiramo samo izven te podmnogoterosti. Skratka, te lastnosti so zdaj zapopadene v tem pojmu oka mnogoterost. No, to je bil sicer razvoj, ki je trajal kar precej časa, ključno idejo za to sem dobil leta 2004, to se spomnim, da sem bil na neki konferenci v Parizu, ko sem do te ideje prišel. Potem sem to opisal prvič v članku v ugledni reviji Annals of Mathematics leta 2006 objavljenem, ampak takrat še ni bilo celovita slika podana in sem potem nekako še naprej to raziskoval in potem se je teorija zaokrožila z rezultatom, ki sem ga imel leta 2009. No in tedaj sem potem ta pojem uvedel. In 2 leti zatem sem pa pri Springerju objavil monografijo, imam tukaj je ta monografija, to je sicer druga izdaja, ampak leta 2011 je bila prva izdaja te monografije. No, v njej je pomemben del te monografije, osrednji del je ravno teorija oka mnogoterosti, pa več stvari, ki so s to teorijo še povezane, tako da je ena celota oblikovana. No, potem je pa to bilo zelo dobro sprejeto, torej pojem oka mnogoterosti je zdaj postal splošno sprejet v literaturi. Je bilo veliko nadaljnjih rezultatov na to temo, tako mojih kot od drugih raziskovalcev. Je pa bil problem, da nekako dolgo časa, torej konkretno je bil problem, da je težko ugotoviti v praksi, če imate neko mnogoterost, pa vam nekdo da nalogo ugotoviti, kakšna je, ali je bolj rigidna, ali je bolj fleksibilna, ali je celo oka morda. To je v praksi težko ugotoviti in je treba, imeli smo nabor metod, s katerimi se to da preveriti, ampak je kljub temu primerov dolgo časa ni bilo veliko. No, potem smo imeli pa srečo. Leta 2017 sem zvedel od kolega iz Japonske, da se njegov doktorski študent, oziroma takrat je bil še magistrski študent, da se za to zanima in da je začel to mojo knjigo brati. No in ta človek je dejansko briljanten matematik, zdaj je že doktoriral, je že profesor na univerzi v Kyotu in on je strašno lepe nove ideje v to pripeljal, je nadgradil to, kar sem jaz razvijal, nove ideje v to pripeljal in je naredil še novo, drugačno karakterizacijo tega razreda mnogoterosti, ki je pa taka, da je v praksi pogosto lažje preberljiva. In zdaj smo našli, on pa tudi jaz in drugi smo našli potom, torej kot posledica tega njegovega dela, velike razrede novih mnogoterosti te oblike. Naprimer, lahko za primer povem, vsi razumemo, kaj je to konkavna množica, komplement konveksne množice. Torej, recimo, eden od rezultatov čisto novih je, od letos, da je večina konkavnih množic, tudi so lahko neomejene, morajo biti, v evklidskem prostoru, da je oka. To je bilo še pred par leti povsem izven dometa naših moči, preden so te nove karakterizacije prišle. Ameriška matematična družba ima referenčno revijo za matematiko, pregledno, ki se imenuje, v bistvu je to zdaj spletna stran, Mathc.net. Revija je pa Mathematical Reviews. No, to je zdaj v povezavi z eno nemško revijo, ki je pa Springerjev začel in že dolgo obstaja, že dlje časa, ki je pa Centralblatt für Mathematik. No in te dve reviji so zdaj usklajeni in urejata klasifikacijo matematičnih področij. Torej, cela matematika je razdeljena po številkah, po teh glavnih področjih, potem je pa znotraj področji so tako kot drevesa, posamezna podpodročja. No, področje kompleksne analize, to je številka 32, znotraj tega področja je potem, kot sem rekel, več podpodročij. No, in midva s kolegom iz Avstralije, ki je tudi moj dolgoletni sodelavec že in ki je veliko prispeval k razvoju te oka teorije, sva predlagala, da bi se, ker ni bilo ustrezne klasifikacije za te rezultate, sva predlagala, da bi se uvedlo novo podpodročje z nazivom
princip oka in oka mnogoterosti. Mislim, da smo nekaj takega rekla. No, in to so potem sprejeli in je v letu 2020, vsakih 10 let to klasifikacijo ažurirajo. Seveda pa mora biti za to razlogi, torej treba, oni preverijo, a so res publikacije z področja, kaj to v resnici pomeni. No in so pač to sprejeli, tako da to je zdaj, tudi jaz vidim to kot en prispevek, ki je trajni matematiki, da v klasifikacijo dodaš novo podpodročje. Zdaj to je bil, kakor mi je znano, je bil to drugi primer v Sloveniji. Je bil že predtem leta 2010, je kolega tule iz fakultete, je tudi prišlo v klasifikacijo nekaj, kar je on že v doktoratu in kasneje razvijal. No, A ja, še nekaj ste me vprašali glede tega, kako je uspelo, glede na to, da je področje bolj teoretične narave kot aplikativno, kako je kljub temu to uspelo. Veste, na teh ERC, teh fundamentalnih ERC projektih pravzaprav ni omejitve. Oni financirajo tako fundamentalno znanost, kot tudi aplikativno znanost, ampak oni razumejo, da brez fundamentalne znanosti tudi aplikativne ne more biti, ker to, kdaj se bo, nove ideje se vedno posvetijo v fundamentalnih raziskavah, šele potem grejo v nekatere od njih v uporabo, tako neposredno uporabo. In je to težko naprej predvideti, kaj bo kdaj uporabno. Ima pa ERC potem še eno shemo financiranja, ki se imenuje Synergy. Ta projekt sem tudi enkrat prijavil. Synergy je pa tak projekt, da ga lahko 4 raziskovalci iz različnih držav Evrope prijavijo skupaj. Tam se pa pričakuje večja interdisciplinarnost. To je bil tudi naš problem, ker takrat smo bili nekako vsi iz sorodnega področja, vsi 4 in na koncu smo prišli precej daleč, v zadnjo fazo smo bili na intervjuju v Bruslu, ampak na koncu ga pač nismo dobili. Ena od pripomb bistvenih je bila, da smo pač nekako malo premalo aplikativni pa interdisciplinarni. Tam bi bilo idealno, če bi recimo matematik se z enim biologom povezal, naprimer, ali pa kaj podobnega. Poglejte, ERC grant vam dodeljuje približno 1,5 milijona evrov za obdobje 5 let. Ja. Kako boste vi organizirali raziskovanje? Domnevam, da gre za neko skupinsko delo in kako boste vključevali sodelavce, ali samo domače, ali boste tudi mednarodno skupino ustanovili? Torej doma. Jaz lahko, tukaj sem precej svoboden, kako oblikujem skupino. V praksi ta denar pomeni delna zaposlitev zame, recimo polovična ali kakor že, potem pa nekaj podoktorcev, mislim, da lahko v vsakem trenutku nekako 2 do 3 zaposlim. Pravzaprav sem predvidel še 2 podoktorska raziskovalca, pa morda še enega seniornega bolj. Doktorskih študentov nisem predvidel, zaradi tega, ker jih tudi dobimo že na ta program raziskovalni, ki ga imamo od ARRS. Ampak ta budžet od ERC je sorazmerno fleksibilen. Vsebuje potem poleg tega seveda še denar za opremo, potovanja, konference in razne druge reči. Objave, naprimer prosto dostopne objave. Zdaj imam nekaj domačih sodelavcev iz programske skupine, ki jih bom delno vključil v ta projekt, ampak v veliki meri jih ne morem, zaradi tega, ker nas je na področju v resnici premalo, da bi bili na tem projektu in potem še, da bi pokrivali ves pouk, ki ga moramo pokrivati na tej fakulteti, pa še deloma na fakulteti. Nekaj sodelavcev imam, ki so profesori na fakulteti na pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Tako da sem prisiljen iskati tuje podoktorske raziskovalce. Zdaj, to je pa kar težko, ker je treba najti ljudi, ki so prvič dobri, drugič, da imaš primerne reference od ljudi, ki jih poznaš. Jaz iščem običajno po teh svojih personalnih zvezah, osebnih kontaktih s kolegi iz tujine. No, kljub temu upal sem, da bo ta Japonc uspel priti, ta Kusakabe, ki sem ga prej omenil že, ko je pomemben prispeval v zadnjih letih.
No, zdaj, glede na to, da on že ima službo, pa tudi ima zdaj družinsko situacijo, ima mlado družino, tako da on očitno prav kmalu ne bo mogel priti. Uspelo mi je dobiti, vsaj obljubljeno je tako, da bo prišel en dober raziskovalec, ki je doktoriral lansko leto v Rimu v Italiji pri mojemu dobremu kolegu. Je mi sicer že imel en postdoc, ampak je zdaj obljubil, da bo k meni prišel, upam, da bo to tako. Potem pa bomo morali imeti še nadaljne razpise. Zdaj tukaj, kot sem vam že prej povedal, naletimo vedno na težavo, da smo slabo atraktivni. Slovenija s svojimi temi plačnimi razredi in tako naprej, skratka s plačami, ki jih te ljudje lahko dobijo, smo mi neatraktivni. Mogoče se z Italijo majčkeno lažje primerjamo, s kakšno Avstralijo, ki sem jo prej omenil, ampak kljub temu. No, ampak upam, da bo nekako šlo. Ja, pa še vseeno, kaj pa bi vi svetovali recimo vašim kolegom, ki bi se v prihodnje želeli prijaviti na te ERC razpise? Kateri so najpomembnejši pogoji, ki jih v bistvu mora kandidat nekako zadostiti? Ja, zdaj, to je nekoliko odvisno od tega, ali je kandidat mlad in kandidira za tisto prvi projekt, ali je kandidat nekako ta srednji nivo ali pa je uveljavljen raziskovalec. Če govorimo o uveljavljenih raziskovalcih, potem imam občutek, čeprav jaz nisem nikoli v teh panelih od ERC-ja sodeloval, tako da iz prve roke ne vem. Imam pa občutek, da oni želijo financirati nekako prebojne ideje. Torej, če je projekt napisan tako, da se razume kot nekako tehnično nadaljevanje nekega že ustaljenega programa raziskav, potem morda je verjetnost manjša. Če pa imate neke svoje lastne ideje, ki se zdijo zanimive, pa še take, da kažejo na možnost uspeha, pa da še niso bile, da odpirajo nova področja, z eno besedo. Potem pa mislim, da je možnost večja, tako da oni imajo moto, njihov moto je, da mora biti, kako že rečejo, da mora biti nekako med high risk, high gain. Mislim, da je to termin, ki ga uporabljajo. To se pravi, da mora biti projekt na nek način rizičen, kar pomeni, da ni 100% zagotovljeno, da boste uspeli s to raziskavo, kar itak v nobenem primeru v znanosti ni, ampak da mora biti eno primerno ravnovesje med tem, da je realizabilen kljub temu, pa da če bo realizacija, da bo pa to pomemben nov prispevek, da ni samo nadaljevanje nečesa že ustaljenega. Mislim, da je to tisto, kar oni iščejo, ker ERC kljub samo predstavlja v celotnem spektru financiranja znanosti v Evropi predstavlja samo kakšen odstotek. Tako da to je tista krema, kot oni rečejo. Ja. Še nekaj me zanima, poglejte, matematika kot veda je danes v vzponu. Sploh ocenjujejo, da bo tudi najpomembnejša veda prihodnjih desetletij. Vedno bolj se povezuje z drugimi vedami, katerih razvoj temelji na matematičnih modelih. Kako bi vi ocenili pomembnost in pa tudi potrebnost matematike v tem tehnološko razvitem, hitro razvitem svetu? Ja, matematika je bila vedno v samem bistvu tehnološkega napredka. Ideje mogoče so v preteklosti prihajale od drugod, naprimer klasično gledano so ideje prihajale iz fizike, mehanike, elektromagnetizma, to je del fizike. Ampak matematika je potem temu sledila in je razvijala orodja za te raziskave. Ampak matematika ni samo razvoj orodja, ampak je vedno potem še želela imeti svoj intern, koherenten razvoj področja, ki včasih potem vodi v kakšne nepričakovane nove aplikacije, včasih tudi ne. Zdaj, v zadnjem obdobju, še posebej z takim velikim napredkom na področju računalništva, na področju
informacijske tehnologije, umetne inteligence in tako naprej, se pa pomen matematike kvečjemu povečuje. Kajti matematika je vedno tista podstat, tista osnova, brez katere ne moremo, in tista veda, ki nekako red dela v teh stvareh. Tako da jaz vidim, da matematika bo absolutno ena od pomembnih področij v bodoče, še pomembnejše, kot je bila do sedaj. Naprimer, ta Gromov, ki sem ga prej omenil, ki je pomemben prispevek k temu konkretnemu področju dal, na katerem sem zdaj zadnje čase raziskoval, on je tudi se lotil študija matematične biologije in je nekaj časa na tem delal, tudi je objavil eno knjigo na tem področju. Je pa ugotovil, da matematika za študij bioloških problemov, še posebej teh na nivoju celične biologije, tudi virusov, če želite, in tako naprej, da nima primernih orodij še razvitih. On je ugotovil, da bi bil potreben velik napor, da bi se nekako bistveno nove ideje razvile, zato ker so zadeve tako zelo komplicirane. Računalniki seveda, ki so sposobni, vam omogočajo obdelavo velike količine podatkov, ampak kljub temu je te zahtevnost eksponencialno narašča v večini problemov z velikostjo podatkov in brez takih res dobrih algoritmov ne pridete nikamor, kljub temu, da imate še tako sposobne računalnike. In potem gre tudi za vprašanje interpretacije rezultatov. Tukaj je povsod matematika vključena. Vem, da nekateri kolegi, tudi tule recimo iz Kemijskega inštituta, profesor Jerala, on je tudi prejemnik ERC projekta izpred nekaj let, on je že uporabljal matematiko na zelo netrivialen način v svojih raziskavah v graditvi nekih encimov, če se prav spomnim. Mislim, da bo tega še veliko več v prihodnosti, ampak mogoče ne samo na področjih, ki smo jih zdaj navajeni, ampak tudi na drugih. Tudi recimo v sociologiji, v družboslovju se matematika zadnje čase bistveno bolj uporablja, kot se je v preteklosti. Ampak pravzaprav moje poznavanje teh stvari je sorazmerno omejeno, veste, ker kljub samo jaz delam področje kompleksne analize. Karkoli lahko prispevate, recimo to, ko pravite, matematika je stvar, ona mora narediti te algoritme, ki so potem aplikabilne recimo na različna področja, seveda odvisno od uporabe in pa od problemov, ki se recimo pojavljajo. Kot recimo, se veste, kaj so zdaj s temi proteini, ta algoritm AlphaFold2. Mislim, 50 let so iskali, kako se te proteini izvijajo. In so potem oni s tem algoritmom jim pokazali, biologom ali pa biotehnologom, medicincem v bistvu. To so, mislim, res take fantastične stvari. Ja, so, ampak se pravi, to ni področje, ki bi bilo meni izredno blizu, ne gre za to, ampak mislim, je pa zelo koristno. Je pa zanimivo, da ta princip, algoritmični princip, pa tudi princip, recimo, kako se zdaj v zadnjem času nekak diskretni pristop k matematiki, diskretna matematika, kako se je začela povezovati z bolj klasično, zvezdno matematiko, ki je starejša, ki je veliko starejša, ki je od Newtona dalje. To je zanimivo, to so ravno spet omogočili visoko zmogljivi računalniki. Prvič omogočili izvedbo raziskav in drugič tudi odprli potrebo po novih teh povezavah med eno in drugo vrste matematike.